Po današnji definiciji je robot naprava, ki zna upravljati zahtevna dejanja ali zaporedje dejanj, ki ga upravlja elektronski računalnik. In poleg tega mora biti robot mehansko narejen tako, da lahko upravlja vsaj 3 med seboj neodvisne načine gibanja. To pomeni, po domače povedano, da mora imeti vsaj 3 motorje. Letos mineva ravno 100 let od izdaje gledališkega dela Rur, ki ga je napisal češki pisatelj Karl Čapek. In v tej igri je prvič bila omenjena beseda robot, ki se je danes prijela po vsem svetu. Izhaja pa iz slovanskih jezikov, kjer robota pomeni težko prisilno delo. Seveda takrat, ko je bila ta igra napisana, robota še ni bilo. Prvi pravi roboti pa so se pojavili šele po drugi svetovni vojni, ko so se tudi začeli razvijati računalniki. In pravzaprav prekretnica v svetovnem merilu pomeni robot Unimate, ki ga je leta 1954 patentiral Američan George Devol in je leta 1961 začel delati v ameriški tovarni General Motors. Prav kmalu so se temu trendu priključili tudi slovenski razvijalci, znanstveniki in inženirji. Prvi čisto slovenski robot Goro 1. Razvit je bil na pobudo tovarne Gorenje, kjer so iskali možnost, da bi delavce razbremenili najbolj težkih, zdravju nevarnih in neprijetnih del. Tako je sodelovanje med Inštitutom Jožef Stefan in Gorenjem trajalo še kar dolgo časa, v 90. leta. Poleg Inštituta Jožef Stefan se je z razvojem zelo kmalu začela ukvarjati tudi Fakulteta za elektrotehniko. Razvili so robota Roki 200, ki ga je izdelala in uporabila Kranjska Iskra. To je bil pa robot, ki je opravljal predvsem dela v elektroindustriji, torej bolj natančna in ne tako, težaška. No, tam z letom 90, z osamosvojitvijo, se je pa stanje precej spremenilo, ker se je odprla možnost uvoza in zelo hitro so ugotovili, da je mnogo cenejša rešitev uvoziti serijsko izdelane robote, medtem ko se je stroka preusmerila predvsem v to, da je delala aplikacije s temi uvoženimi roboti za številna podjetja, ki so pač to potrebovala.